pa zadeva je dokaj preprosta v osnovi. Kar je da zakon o avtorskih pravicah nalaga obvezno članstvo. Ne? Hočeš, nočeš, si v SAZAS-u. Zato sem jaz tudi v prejšnji tiskovki, ko smo imeli tudi rekel, da SAZAS ima zakonsko podlago, da dela kaj hoče. Ne? Ker mu zakon to dovoljuje. In zdaj, mi smo delali točno na temu, jaz danes, ko sem dobil tole na mail, sem bil čist besen, če lahko povem, zaradi tega, ker je bilo ono, gled, pa o čem sem jaz govoril in zdaj so Evropejci ufurali in zdaj kao ni to na mojem zelniku, niti malo zrastel. Veš, kot ti naredi. Ampak hvala Bogu to ni pomemben, ker pomemben je to, da so velike glave iz sveta ugotovile to, kar smo pač mi v zaresu razmišljali. In to je to, da dejansko glasbenik mora imeti pravico izbirati, kdo mu bo vzemil denar, ne? Katera organizacija ga bo zastopala, ker do zdaj to pri nas ni bilo mogoče. Zato smo prav veseli vsega tega, ker to dejansko v naših očeh vodi v smer, da bo SAZAS-u treba dejansko spremeniti status. Status svojim statusom društva onesrečuje cel kup glasbenikov v Sloveniji, ker pač nimamo ničesar, s čem bi lahko uveljavljali svoj glas. Če so vam znane zgodbe o rednih in izrednih članih na SAZAS-u, naj vam povem, da redni člani so edini z glasovalno pravico in redni člani so tisti, ki dobijo na leto čez 4000 evrov, če se ne motim. Tako da si lahko predstavljate, da teh 180 ljudi, ne, v primerjavi z ostalimi 3800 ali 4800, koliko jih je vse skupaj, 4 ali 5000 ustvarjalcev v Sloveniji, da je razmerje zelo tako, da je cel kup ljudi nesrečen, ker nimajo pravice glasu. In kaj se je še enkrat zgodilo s tem? Evropa je rekla, da tako stanje, kot ko je, kjer se določa monopol že z zakonom, je nespremljiv in se mora spremeniti. In zato smo mi tle presrečni. In tle se bo končno lahko pokazala, kako dejansko Slovenija misli pristopati k kulturi. A bo to bilo strankarsko ali ne strankarsko. Jaz mislim, da bi to moralo vsem strankam biti v interesu, da se dvigne nivo slovenske kulture in dejansko, nažalost, se nivo kulture dviguje z denarjem, da ne bo pomote. Ne? Tudi z denarjem. Tudi z denarjem. Jaz govorim z denarjem predvsem zaradi tega, ker sem glasbenik, poživi od tega in mi je jasen, kaj vse jaz moram plačati, če hočem nekaj narediti. Ne?